Spoštovane, spoštovani, dober večer in lepo pozdravljeni na Slovenski matici na filozofskem večeru, posvečenem mojstru Eckartu in slovenskemu prevodu njegovih latinskih pridig. Prav posebej smo seveda veseli, kadar v naši najstarejši filozofski zbirki na Slovenskem, torej v filozofski knjižnici, izide kak nov prevod, še prav posebej prevod klasičnih filozofskih del. Saj vemo, da je bila Slovenska matica v obdobju po drugi svetovni vojni, tako rekoč, dolgo časa edina, ki je skrbela za prevode klasičnih filozofskih del. In to tradicijo želimo še danes nadaljevati, tokrat znova z izjemnim prevodom Gorazda Kocijančiča, opremljenim seveda z zelo zahtevnim kritičnim aparatom. Naj vam še zaupamo, da smo se za izid dela začeli dogovarjati že v letu 2019 in da je dolgih 5 let do izida te knjige seveda terjalo tako čakanje na subvencijo Javne agencije za knjigo, ki je nazadnje zdaj tudi izid knjige podprla, kot seveda zahtevno prevajalsko delo. Takrat smo v okviru našega filozofskega odseka načrtovali, da bodo v kratkem po latinskih pridigah išle tudi prevod nemških pridig mojstra Eckarta, ki naj bi ga pripravil profesor dr. Vid Snoj. Žal zaenkrat ostajamo pri prevodu latinskih pridig in seveda upamo, da bo tudi ta prevod mojstra Eckarta še doživel kakšno nadaljevanje. Prav lepo pozdravljam naša današnja gosta, ki bosta nas upeljala in seveda nam tudi polepšala na kontemplativen, duhovn, filozofski način ta večer. Pozdravljen, Gorazd Kocijančič, prevajalec, avtor spremne besede in celotnega kritičnega aparata k latinskim pridigam in profesor dr. Vid Snoj, ki bo pogovor z njim tudi moderiral. In zdaj pa seveda z veseljem predajam besedo. Gracija. Torej, pri predstavitvi Gorazda Kocijančiča bom zelo hiter. Je filozof in pesnik, avtor 5 filozofskih in 5 pesniških knjig. Poleg tega ima za sabo izredno bogat prevajalski opus. Nekateri se najbolj spomnite, da je pred 20 leti izšel njegov prevod celotnega Platona. Sicer je največ prevajal krščansko klasiko, če lahko tako rečem, zlasti cerkvene očete. Pred skoraj 30 leti je bil pa vodja velikega projekta. Šlo je namreč za največjega srednjeveškega krščanskega mistika oziroma po mnenju nekaterih, ki ga delim tudi sam, za največjega krščanskega mistika sploh vseh časov, za mojstra Eckarta. Takrat nas je bilo ob Gorazdu, smo bili še 4 prevajalci in prevedli smo pravzaprav vse, kar se je v Eckartovi zapuščini ohranilo do takrat. Od takrat se je pa pojavil še cel sveženj nemških pridig, ki bodo pa tudi kmalu prevedene v slovenščino. Ne bom jih prevedel samo jaz, kot je prej rekla Ignacija, ampak si bova to prevajalsko delo delila skupaj z Gorazdom. Torej, Eckartove nemške pridige bodo kmalu dobile dopolnitev. Zdaj je pa pred nami seveda, oziroma so pred nami Eckartove latinske pridige v celoti v Gorazdovem prevodu. Preden se jih lotva, Gorazd, lahko za začetek v temeljnih potezah orišeš Eckartovo življenje.
Ja, bom poskušal, ne bom vas preveč, no, upam, da vas bom preveč z raznimi datumi moril. Koga to zanima, se lahko v tej knjigi je na koncu neka kronološka preglednica, kjer je to pač natančno skladno z sodobnim raziskovanjem, sodobnimi zgodovinskimi, zgodovinopisnimi uvidi razdelano, kje je bil. Pred nekaj leti je šla pravzaprav v latinščini zbirka, tudi v okviru kot nadaljevanje te izdaje latinskih spisov, Acta et Regesta Vitam Magistri Cardi Illustrantia, in tam so vsi ti dokumenti, na podlagi katerih zgodovinarji sklepajo, kaj se z njim dogaja, so objavljeni, tako da če nekoga skratka to podrobneje zanima. Drugače pa z Egertom tako, no, se spomnim, ko je Martin Heidegger predaval Aristotelu in je pač moral začeti z življenjem. In rekel je, v bistvu, Aristotel se je rodil, pa je filozofiral, pa je pa umrl. In v bistvu z Egertom je nekaj podobnega. V bistvu bi lahko rekel, s to nijanso mogoče, da se je pač Egert rodil, da je pridigal in da je umrl. No, ampak tako, ker je pač pri Aristotelovem življenju se je kar nekaj zadev zgodil, med drugim je bežal iz Aten, da ga ne bi ubil tako kot Sokrata in tako naprej, vzgajal Aleksandra Velikega, se je tudi Egert pravzaprav poleg te njegove temeljne dejavnosti, na katero bi res lahko v osnovi zvedel, speljal njegovo življenje, se je nekaj kar dogaja. No, skratka, on, recimo, predstavljate si tako, zapomnite si, no, da je nekje njegov akme, kot so rekli, njegov vrh njegovega življenja, da je nekje med 13. in 14. stoletjem. On se je v bistvu rodil, sklepajo, približno leta 1260, umrl je leta 1328, se pravi 68 let približno star, ampak to so, sploh glede rojstva so to sklepanja. Namreč, rojen je bil v Turingiji, danes pravi, da verjetno v nekem mestu Hoheim, njegov oče je bil vitez, zgodaj je stopil v dominikanski samostan in potem, to so stopali najstniki pravzaprav v samostan, in je šel skozi to samostan dominikanskega reda in je potem šel skozi to samostansko formacijo. To je trajalo približno 8 let. Domnevajo, večinoma verjetno je te šole samostanske je upravil v Nemčiji, ampak domnevajo raziskovalci po nekih besedah v njegovih pridigah, da je morda študiral tudi neko leto, vsaj v Parizu, že takrat. In potem je pa prišel, so ga pa dejansko na koncu, ki je upravil to samostansko šolo, so ga poslali v Pariz, nam je leta 1294 postal bakalavrius, se pravi, je diplomiral recimo teologijo in imel nastopno predavanje v sentencah Petra Novatskega, kot je bilo to v navadi, to kratko predavanje se je tudi ohranilo. In potem je pa šel nazaj v Nemčijo in postal prior samostana v Erfurtu. Iz tega časa je ohranjeno njegovo najstarejše nemško delo, to so tako imenovani poučni pogovori ali pogovori razločevanja, Reden der Unterscheidunge. In ta čas pravzaprav soc tudi velik del teh pridig, ki jih z vidom zdaj prevajala, se pravi ta novo izdani korpus pridig od 87 do 117 v kritični izdaji. No, potem je pa Egert bil poslan nazaj v Pariz in sicer kot redni univerzitetni profesor, takrat se je to rekel magister actu regens in to je iz tega tudi prihaja ta majster Egert, to je v bistvu ta magister, to v bistvu pomeni, recimo danes bi rekel redni profesor na Pariški univerzi, na neki katedri, kjer so jo lahko zasedali samo nefrancoski dominikanci. In to je bilo leta 1392,
1 do 2, mislim, 1301 do 2, to je bilo prvo poučevanje, drugo je bilo pa 1311 do 13. Ne. V bistvu v tem času je bil dvakrat v Parizu, kar nihče ni te časti dosegel, da bi dvakrat prevzel to katedro, razen Tomaža Akvinskega, njegovega slavnega brata in najbolj slovilga, zahodnega teologa. Se pa bil izjemno ugleden. So imeli pa dominikanci to navado, da so v času med temi visokimi, najvišjimi, pravzaprav univerzitetnimi znanstvenimi pozicijami, da so ljudi svoje poslali v administracijo. In tako je on pravzaprav postal v tem času, med prvim in drugim pariškim poučevanjem, je postal prior celotne dominikanske province Saksonije, imel pred sabo 47 samostanov, za njih skrbel za materialne potrebe, zidov samostane, skrbel za pogovore z mestnimi oblastmi, tam so samostani v mestih nastajali. Zelo praktično življenje, kar morda bo pol tudi zanimivo, ko bomo govorili o tej duhovnosti. Njegovi žel zelo praktično, dejavno, zavzeto življenje, pol postal celo poleg tega, da je bil prior te Saksonije, postal še prior Bohemije, province Bohemije, se pravi še v češke teritorije današnje Češke in skratka, te funkcije so se mu kar kopične. Po drugem pariškem poučevanju se je pa vrnil v bistvu v Nemčijo in so se te zgodovinske sledi so zelo redko posejane. Tako da včasih so domnevali, da je prevzel v tem desetletju potem tako imenovano cura monalium, se pravi skrb za redovnice v Valenski dolini, ampak danes raziskovalci pravijo, da za to ni pravih zgodovinskih podatkov. Nekateri domnevajo, da je učil predaval na studium generale, se pravi na dominikanski visoki šoli v Kelnu, ne bi tudi živel verjetno v kelnskem samostanu. Dejstvo pa je, no in to pa prehajamo do najbolj dramatičnega, najbolj tragičnega časa njegovega življenja. Dejstvo je, da so leta 1226 da so vložili 1326, da sta dva brata, njegova sobrata, dominikanca, vložila proti njemu tožbo na nadškofijskem sodišču v Kelnu. In sicer tožbo zaradi herezije. Navedla sta celo vrsto teh njegovih, ki jih je izrekel v nemških pridigah in v latinskem spisu. In pač to se je potem kuha. Najprej je pravzaprav so ga na tej ravni so poslali dominikanci enega druga velikega teologa Ulricha iz Strasburja, ki je seveda rekel, da je nekaj absolutno nedolžen, ampak ta dva človeka, ki sta bila v poučevanjih sumljive itak preteklosti in sta imela za sabo razne nečednosti, ste ga poskušali na vsak način uničiti. So s tem kar nadaljevala, tako da na koncu tudi očitno ta kelnski škof mu ni bil naklonjen, tako da je Ekart na koncu apeliral na sveti sedež, se pravi na papeža. Rekel, da v bistvu da noče več, da se ta stvar rešuje na tej ravni, ker je videl, da so vsi proti njemu nastrojeni in je zahteval, da se rešuje to pred papežem. Papež je takrat bil v avignonskem izgnanstvu in tako se je Ekart leta 1327 potem napotil v Avignon za delegacijo dominikancev. Potem se pa pravzaprav za njim zgubijo vse sledi. Neki stari dominikanski kronik je naveden kot datum njegove smrti, mislim, nekaj marca 28, ampak dejstvo je, da se je to zgodilo še preden je papež Janez 22, mislim, da je pil izdal bulo in agro Dominiko na Gospodovem polju, ki je obsodil nekatere Ekartove teze, nekatere kot krivoverske, nekatere kot take, da se jih lahko interpretira.
v smislu krivoverstva in s tem zapečatil pravzaprav Ekartovo usodo na videz. Kad bomo videli, je pa seveda zgodovina duha zelo dinamična in zanimiva in se ni pred tem Ekartovo zgodbo končala. No, če se navežem na to, kar sem zadnje povedal, nekatere teze so bile ekstrapolirane iz Ekartovih spisov in potem tudi inkriminirane oziroma obsojene. Ekart je umrl še pred to obsodbo svojih tez. Ampak nekaj podobnega se pravzaprav že prej zgodilo. Recimo, nekaj podobnega je doletel Origena, največjega antičnega krščanskega filozofa. Nekaj podobnega je doletel tudi Maksima Izpovedovalca, največjega bizantinskega teologa. Tudi nekatere Origenove teze iz njegovih spisov so bile po njegovi smrti obsojene. Kakšna je tvoja razlaga? Oziroma, če že ne razlaga, vsaj kakšen namik. Kako je to mogoče? Ja, jaz sem dosti razmišljal, zlasti to, ker sem s temi možmi ukvarjal, tudi sem jih študiral in tudi prevajal Origena in Maksima Izpovedovalca pa sploh. Večino njegovih del sem prevedel, tako da mi je zelo, sem dosti razmišljal te usodi obeh teh mož. Mislim, zdaj recimo na najbolj taki preprosti psihološki ravni gre za to seveda, da so bili to ljudje vsi, ki so nekako štrleli ven iz množice, tudi z te krščanske množice tistega časa. Bili so toliko, dejansko je bil ta njihov genij, njihova ustvarjalnost, njihova intelektualna moč je bila tako silna in očitna in že v njihovem času priznana, da to med ljudmi zbuja zavist. In v bistvu se začne se neka dinamika, čisto, mislim, da je to dostikrat s tem povezano, da se začne to izločanje nekoga, kar štrli ven. Zdaj, seveda, na globi, to je na tisti najbolj površni, recimo psihološki ravni, na neki globi ravni se dogaja, vsi ti ljudje so razvijali tako drugačno vrsto mistične duhovnosti. Zdaj, kaj je mistična duhovnost? To je pravzaprav neka, seveda imamo recimo religijo, ki je recimo nek skupek ritualov, naukov, toga, Sama mistika oziroma sama ta duhovnost mistično orientirana pa stremi pravzaprav k nekem ponotranjenju vseh te stvari. V bistvu za razliko od te religije zunanje, ki predpostavlja recimo neke posrednike med človekom in Bogom, neko trdno ustanovo, ki prenaša zveličanje, je v bistvu v mistiki vedno tako drugače prihaja do tega, da sam človek, sam posameznik, na vsezadnje stoji sam pred Bogom in pravzaprav nos to neposredno odgovornost v tem neskončnem potovanju v svoj izvor ali pa svoj poslednji cilj. In seveda to za sabo potegne, da se sama institucija, ne da se zanika, ampak da se relativizira, to je bistveno. In vsaka inštitucija pa pravzaprav ne prenaša tega, da se njeno poslanstvo, njen pomen, da se relativizira. Zato v zgodovini vedno prihaja do te napetosti med mistično duhovnostjo pa med institucijo. To je bilo tako pri Origenu, bilo pri Maksimu, bilo pri Ekartu, ne da bi kdorkoli seveda tudi imel karkoli, recimo, proti cerkvi. Ampak preprosto samo ta njihovo mišljenje je pomenilo to, da se ta, recimo, historična dimenzija, zunanja dimenzija, da ima sekundarno pomen, da je to seveda neka prva stopnja, ampak prava stvar je druge. Institucija pa tega obrata ne trenec. No, to je druga ravno. Zdaj, tista, ki se mi zdi pa najbolj bistvena, recimo, je pa v bistvu skrivnostna, bi rekel. In to je ta, da te veliki ljudje, veliki mistiki, veliki krščanski mistiki, v
bistvu stopajo v neko zgodbo, v nek intimen odnos z Kristusom kot učločenim Bogom. In v evangelijih pravzaprav so, najdete na več mestih, kar so naredili učitelju, to bo naredili učencem. Ne mislite, da če so naredili neki učitelji, da bojo z vami drugač ravnali, kot z učiteljem naših. Kaj to pomeni? Da pravzaprav vsi te veliki mistiki, ki stopajo v to zgodbo, recimo nekaj intenzivnega odnosa s Kristusom, ne stopajo v nekaj nedolžnega, v nekaj nenevarnega, ampak na vse zadnje prav sorazmerno stopnjo intenzivnosti svojega življenja stopajo v to, da se jim bo ponovila Kristusova zgodba. In ta zgodba je pravzaprav pasijon. In to pasijon v bistvu v tem najbolj groznem smislu, ker te ne gre samo za telesno trpljenje, ne gre samo za mučenje, ampak gre za to, da te celotna okolica, da te izloči, da se ti v bistvu, da te socialno ubije, da se ti v bistvu smet. In to je, ne smemo si tle delati iluzijo, to je bila Kristusova usoda. Ker pravi pismo Hebrejcem, Kristus je umrl zunaj zida Jeruzalema. Izvržen, kot smet, v bistvu zunaj izobčenc, zunaj skupnosti, zunaj vsake socialne identitete, zunaj religioznih norm. To je, in vsi te ljudje, te veliki mistiki v bistvu padejo hotel na hotel, Volens Nolens v bistvu padejo v to isto zgodbo, ko doživijo res to strašansko usamitev, to res samoto, ki je zapuščenost od ljudi, zapuščenost od cerkve, v bistvu verjetno vsi tudi to izkušajo na koncu, to zapuščenost od Boga, ta lama so bahtani, kje si me zapustil, kaj se mi to dogaja, v bistvu to zadnjo samoto, vsi grejo to, to so, v tem smislu so to nevarne zgodbe, ampak, seveda tako kot sama novozavezna zgodba, sem pač intimno pripričan, da se te zgodbe na zelo skrivnosten način končajo z nekim velikonočnim jutrom, z neko svetlobo, z ustojenjem. In to je pač tista moč evangeljske zgodbe. No, ampak kljub temu, nekrat ni se dela popolna damnacija memorije, ampak so se njegove pridige ohranile, tako latinske kot nemške. Je bila usoda Ekartovih latinskih pridig kaj drugačna od usode njegovih nemških pridig? Ja, to imaš, mislim, tako kot sem rekel, tako kot so, recimo, v novi zavezi ostalo vse, so vsi razbežali, ko so bili vsi strahopeci, ampak vsem kmalu so pa, je pa neka zvestoba vse v ljudeh ostala. In podobno pa Ekartova, pa drugih mistikih. On seveda so, kljub temu, da je bil on obsojen, so obstajali izpričano ljudje, ki to raziskujejo, to pisajo, krogi ekartistov, v bistvu Ekartovih učencev, oziroma ljudi, ki so absolutno bili prepričani, da je on, tako kot se glasi nek zapis, to je homo doctus et sanctus, dominikanski zapis, da je bil svet in učen človek, homo doctus et sanctus. In so te pridige pač ohranjevali. Zdaj, za nemške pridige je to bilo na nek način lažje, ker so se večina nemških pridig se je ohranila v zbornikih, rokopisnih zbornikih, kjer so te pridige itak nametane iz raznih verov, in ni bilo neke take centralne, so lahko tudi jo dali pod drugo ime, ali pa ni bilo tak problem. Šlo je zato, da se sam tekst ohrani. In te pridige so pravzaprav ohranjene v več kot 200 opisih, razpršenih po knjižnicah Evrope, in to si predstavljate, kakšno je bilo to delo, ki so delali to kritično izdajo filologi, da so najprej iskali te rokopise, identificirali, primerjali te verzije, v bistvu trajajo skoraj 100 leta, da so to do konca pripeljali. Pri nemških pridigah se je to ohranjalo zlasti v teh zbornikih, mističnih, asketskih besedil, da se kakšni fragmenti sem in kaj tako. Medtem, kot pri teh latinskih pridigah, ta opus sermonum, ki je tukaj preveden, je pa zadeva neverjetna. Te pridige
so se ohranile samo v enem kodeksu. In pač to bi lahko zginil v enem požaru nekje. To je nekaj tako krhkega na tej poti skozi zgodovino. Samo v enem kodeksu, in sicer v kodeksu, ki ga je veliki, največji renesančni mislec Nikolaj Kozanski dal prepisati leta 1444, ne, in je še zdaj shranjen v njegovi knjižnici v Kus, ne, Vid je bil v tej knjižnici, ne. Sam nisem videl, njega nisem pokazal. No, skratka je, to še vedno obstaja, tudi hranje Kozanski na to knjižnico, je zraven naredil tudi pač hospic za ostarele, ker menda še vedno funkcionira, ne, tako iz nekoga denarja. No, skratka, ta knjiga, ena knjiga, ki je naredil prepisovalec, to se je v bistvu, sem zato to knjigo zdaj tukaj gledate, ker je v bistvu to odvisno od enega krhkega predmeta. Pa je kakšna razlika gorast med temi pridigami. Nemščina je bila Ekartova matelinščina, latinščina je bila njegov drugi jezik. A je recimo jezik v nemških pridigah bolj izveren, bolj gibak, bolj iznajdljiv, da tako rečem, v latinskih pridigah. Ja, na nek način gotovo je. Mislim, Ekart velja za enega od tvorcev in tvorcev nemškega knjižnega jezika, enega najbolj ustvarjanih tudi v tem jezikotvornem smislu mislecev. Ampak seveda to je bilo zato, ker nemščina takrat, bile so neki seveda poskusi, ne vem, Notker, pa ne vem kaj so prevajali Aristotela v staro nemščino in to. Ampak problem je bil ta, da za ta kompleksen duhovno-intelektualen filozofski svet, ne, ki ga je želel besedovati Ekart, tudi v svojih pridigah, ljudstvo ni bilo pravih izrazov, ni bil prisiljen v to jezikotvornost, v to veliko jezikovno ustvarjalnost, medtem ko seveda latinska literatura je po tistem času bila že terminološko neverjetno bogata in on lahko pač posegal v neke ustaljene pojme, iskal pojme, ko so mu ustrezali. Tako da na neki ravni nedvomno so latinske pridige manj jezikovno ustvarjane, kar pa ne pomeni seveda, da ne bi imele svoje literarne in tako naprej kvalitete. Ne. Mislim, da so marsikje, da so primerljive potem z nemškimi, je pa viden drugačen značaj. Ne. Zdaj, predvsem se je treba zavedati nečesa. To pridige, ki jih je Ekart izrekel v nemščini, niso pridige, ki bi jih on sam zapisal. To so v bistvu reportaciones, poročila. In reportaciones so bile, ki je tak znamenit pridigar imel pridigoj, so bili neki stenografi, ki so to zapisali in so potem oni sami so napisali, kaj je ta povedal. Včasih je pridigar to pol sam redigiral ali pa potrdil, da je to, ali kaj popravil, dostakrat pa tudi ne. Mislim, da so to recimo z vidom zdaj vidva, ker je to res zanimivo v tej zbirki pridig od 87 do 117, so kakšne pridige, ki so 4 variante, pa je, mislim, vidiš, da je to ena, mislim, da gre za isto pridigo, samo so zelo različne podobe besedila. Kako je zdaj to, ali so to en prepisovalec bil, ali so potem, ali so potem morda v predpisih naredili te napake, so v predpisih kaj skrajšali, zelo živa so ta, mislim, zelo kot neka živa bitja, so ta besedila in je tako res, če imaš 4 verze, je zelo zanimivo. Skratka, te nemške pridige so reportaciones, to se Ekart je govoril, nekdo drugi zapisoval, to je začel pa se prepisati, se je krožno med ljudi se prepisovali in je to se spreminja, in to je to stanje tega teksta. Latinske pridige je pa druga zgodba. Po zvrsti svoji so te pridige sermones academici, sermo academicus je v bistvu ime tega žanra, te književne zvrsti in to je bila pridiga, ki je bila izrečena v okviru akademskega pouka. Dolžnosti, recimo profesorja, takrat na univerzi so bile
kot sem že zjutraj izlagal na tiskovni konferenci, upam, da se nam preveč ponavljam, ampak moram povedati, v bistvu so bile lekcijo, se pravi predavanje, disputacijo, to je bila razprava, tiste znamenite, recimo, če poznate sume teološke Tomaža Akvinskega, pro et contra, vsako stvar so argumentirali, neka teza je bila, pa so navedli razloge za, pa razloge proti, potem pa je na koncu reče sed, in se odgovori ad pro, ad contra in tako naprej in da solucijo celega problema. To je bila zelo neka intelektualno poštena, zanimiva ta metoda, te disputacije, neke dialektike, ki so slišani vsi razlogi, različne smeri. No, tretja stvar, poleg te lekcije, disputacije, je bila pa predikacija. To je pa pomeni pač pridiganje. In skratka, pridiganje je bila ena od 3 temeljnih nalog univerzitetnega profesorja. In zdaj, kako se je to dogajalo, ali zjutraj, ali zvečer, ko se je profesor po dnevu pouka zbral s temi študenti, recimo v neki kapeli ali kjerkoli tudi lahko v predavalnici, in je potem imel neko kratko prijo, neko duhovno spodbudo, bi rekel. Zdaj, za razliko od nemških, je tukaj seveda dosti več neke erudicije v teh latinskih pridigah. Tle vidite, tle je res nek diapazon teh avtorjev, Augustin, Dionizijev, Bernardis Clairvoya, poeti, ne vem, Liber de Causis, se pravi ta znameniti povzetek Prokla, srednjeveški, Tomaž Akvinski, jasno, ogromno teh cerkvenih učetov, Seneka, poganski tudi te, v bistvu celo omenja Plotina, Platona, nek diapazon klasične kulture, te klasične krščanske, patristične kulture, srednjeveške erudicije, to je vse noter. Glede na to, da so te pridige nastale v scholastičnem okolju, tudi z izobraženo publiko, se to tudi pozna potem na njihovi vsebini ali formalni zgradbi. So bolj strogo. To je bolj strogo, to sem hotel reči. Ta Sermov akademikus ima neko strogo kodificirano zgradbo. To je v bistvu najprej je neka svetopisemska vrstica, potem nastopi tako na tema, pridige, potem protema, v bistvu potem se to razvije s tremi elementi in sicer v bistvu avtoritate, se pravi, recimo, to je avtoritate so Biblija, cerkveni učetje, potem argumenta so pravzaprav argumenti, se pravi neke miselne utemeljitve, racionalne utemeljitve in potem na koncu egzempla, se pravi primeri neke zgodbe, ki to ponazarjajo. In potem se cela stvar se sklene z molitvijo. To je tako, Zdaj, te latinske spise, če boste to brali, te latinske pridige, če boste to brali, to so pravzaprav, niso čist izdelane, doskrat, kakšne so, ampak pogosto so pa tudi te akademske pridige v nekih skicah. Včasih je res sam skiciran, tako da ostajajo ti neki prazni prostori, ki so po svoje tudi strašno zanimivi. In verjetno je to bilo mišljeno kot neko urodje pridigarju, iztočenca za improvizacijo. Tako kot recimo neka džerovska partitura, skratka ti to daš, pogledaš in potem v bistvu vsak pridigar na to pove nekaj svojega, improvizira, razvija. Ampak ekartoslovci, preučevalci Ekarta so dolgo bolj cenili Ekartov nemški opus od latinskega. Čeprav je bil latinski znan, pravno se je pač dobro, v enem samem kodeksu, ampak vse ne. Kaj je vzrok za to? Ja, zgodba je taka. Mislim, Ekarta so dejansko odkrili prek teh nemških spisov, zato ker je zanimanje zanj se prvič pojavilo po tej obsodbi, v času nemške romantike, nemškega idealizma. V bistvu neke tudi prebuditve te nacionalne samozavesti. Recimo znane so besede Hegla, ki je mu Franz von Baader, en pomemben filozof tistega časa, mu je bral Ekarta, se dobila, mu je bral Ekarta in je Hegel rekel, da haben wir was wir wollen. Se pravi, tukaj imamo to, kar hočemo.
To je ta znana zgodba. Ne? Vidite, skratka, ta nemški idealizem je to najprej lansiral in potem je seveda to šlo naprej, ampak izdajanje Ekarta, njegovih nemških spisov tudi sovpada časovno s tem. To je Franz Pfeiffer, nek nemški filolog, ki je izdal prvič 2 knjigi, sta nemški mistiki 14. stoletja, tam v prelomu sred 19. stoletja, približno, malo po letu 50, če se ne motim. In latinske spise so izdali pa šele par desetletij pozneje, nek pomemben katoliški raziskovalec srednjeveške duhovnosti Heinrich Zoise Denifle, ki pa je imel negativen odnos do Ekarta. Tisto je bil čas v katoliški teologiji neotomistične skolastike, kjer je bilo vse, kar ni bilo v duhu Tomaža Akvinskega, je bilo pravzaprav heretično. In Denifle izda sicer nekatere selektivno latinske spise Ekarta, naprav to je bil nek, ne vem, zmeden, zmešan skolastik, nič mu ni bilo jasno. Nič mu ni bilo jasno, v tem smislu, ker pač ni razmišljal na tak način kot Tomaž Akvinski. In tako da to je trajalo potem še desetletja, da šele z kritično izdajo v okviru te velike izdaje Ekartovih del, je potem prišlo do kompletne izdaje, popolne izdaje, se pravi, vseh latinskih del, ki pa, to da vam povem, to je obsežen opus. Recimo, če lahko, Ekart si je zamislil latinski svoj opus pravzaprav kot neko veličastno trodelno umaro. To je opus tripartito, tridelno delo, tridelni opus. In zdaj prvi del je imenoval, to je opus proposicionov, recimo to bi rekel po slovensk, delo tez. In to so take teze, zelo zanimive. Prva teza je bitje Bog, esse Deus. Potem drug del je opus vprašanj, opus questi, opus questionov. To je v bistvu so ta vprašanja, tako kot sem prej rekel, te pro et contra in tako, to se je to zamislil. Tretji del je pa bil opus expositionum, se pravi del razlag. In razlage so tukaj mišljene razlage Svetega pisma. In pravzaprav od tega prvega pa drugega dela se je zelo malo hranilo, samo neke skice, sicer plazno pomembnih in zanimivih predgovorov, splošnih tez in tako naprej. Tretji del, ta, ki je posvečen pa razlagi Svetega pisma, se je pa precej ohranil. In tle imamo recimo masivno razlago Janezovega evangelija, ki jo prevajala skupaj z Nežo Gačnik, ki je tukaj navzoča pač genialno, res neverjetno globoko delo. Potem razlage stare zaveze, razlaga geneze v dveh verzijah. Razlaga geneze, razlaga parabol geneze, potem razlaga knjige Eksodusa, razlaga Jezusa Siraha, se pravi ekleziastika, kot so rekli v srednjeveški latinščini, razlaga knjige modrosti. To skratka nek zelo obsežen in ekstremno zanimiv opus, sklepa ga pa ravno ta knjiga, opus sermonum, delo pridik. To je zadnji del tretjega dela te sume. Tako da si boste predstavljali to gotsko katedralo, iz kjer je to vzeti, sklepnika. V spremni besedi, Gorazd je namreč ni samo prevedel Ekartovih latinskih pridik, ampak je k prevodu napisal tudi obsežno in poglobljeno spremna beseda. V spremni besedi zarisuješ 4 paradigme Ekartovega govora o Bogu. Fatično, fenološko, ontološko in noološko. Zdaj, enkrat je Bog za Ekarta popolnoma nespoznaven in neizrekljiv. Onstran biti in bivajočka, onstran vseh ustvarjenih biti, tako rekoč nič z veliko začetnico.
Drugič je potem Ekart, oziroma Bog za Ekarta eno. Tretjič Ekart pravi, Bog je bit. Čeprav je prvič rekel, Bog je nad bitjo, oziroma onstran biti. Recimo četrtič pa reče, potem Bog je čisti um. Zdaj, ta, bi rekel, ta različnost Ekartovega govora o Bogu bralca mene, zlasti neopeljanega bralca. Kaj bi, kako bi v bistvu zdaj, s čim bi spodbudil takšnega neopeljanega bralca, razen seveda s tem, da rečeš, preberimo malo spremno besedo. No, zdaj pač na hitro vzel, ki je zelo drugačnega, moram reči, nekaj. Glede, tako je, ne. Mislim, kaj je zanimiv pri tem, kaj je zanimiv pri Ekartu res, ne. Recimo, pač vsi verjetno uporabljate pač besedo Bog, ne, včasih. Zdaj, to brez veze beseda, ne vem, je blazno pomembna, ali pa karkoli pač, ne. Ampak, kaj ta beseda pravzaprav označuje? Kaj to pomeni? Kaj to sploh? Kaj to označuje, kaj je označeval? Mislim, da tle je Ekart, blazno pomemben vodnik, ne, pri našem premišljevanju o tem. Zakaj? Ker on nas, njegova osnovna težnja je ta, ravno, da nas oslobodi vsakih predstav, predsodkov, vnaprejšnjih idej o tem, kaj ne bi ta izraz Deusa, ne, pomenil. In zdaj, to, kar si omenil, ne, te različne strategije, ne, to seveda se lahko, to je dejstvo, ne, kar vidi prav, da obstajajo v njegovem opisu zelo različni modeli govora o Bogu. Ampak zdaj se lahko vprašamo, kaj je za tem, zakaj je to tako Ekart počne na različne načine. En odgovor je tak, in to ga nekateri raziskovalci to rečejo, ja, človek je v bistvu imel nek miselni razvoj. Začel je recimo kot tumist, se pravi, ne vem, Bog je v bistvu čista bit, ki je identična z umevanjem, ne. Ese, inteligere, to v njem eno, za razliko od vseh ostalih zadev. Potem je, recimo, začel razvijati v neko to smer nenavadno, ker je začel govoriti, da je Bog brez biti, ne. To so recimo v ranih pariških kvestijah, ne. V bistvu govorijo o tem, kot neka napoved te filozofije subjektivitete novoveške. Bog je čisti brez biti, ko si lahko misliš brez biti. Ja, on si misli, on ga misli. In potem je šel v bistvu to, da je, recimo, skratka, da je zanikal v zadnji fazi, ne, vse te pristopljenje pristal recimo v čisti apofatiki. Recimo, lahko bi rekel, ok, tako je neka pota, ne. Ampak meni se zdi osebno, in tle tudi nisem osamljen, recimo, te Kobušen, zelo, po mojem, zelo zanimiv in pomemben raziskovalec, tudi srednjeveške duhovnosti, pa tudi patristične, je prav, da se njemu zdi, da je govor v etapah, v nekih stopnjah Ekartovega življenja, da je čisti strti zvit. Dejansko, če to bereš, da ni nobenih prelomov v Ekartovem mišljenju in da je dosti bolj smiselno to brati vse hkrati. In jaz to v bistvu predlagam. Jaz mislim, da je v bistvu v ozadju, ne, te mnogoterosti teh paradigm preprosto Ekartova želja, da destabilizira naše predstave o tem, kaj je poslednja resničnost, preprosto rečeno, ne. Ni njegov namen, da bi dal z enim od teh modelov na neko ustrezno orientacijo, kako misliti posledno realnost, ne, ampak se te modeli med sabo nekako ribajo, so neka mistalogija, v bistvu nas peljejo v neko eksistencialno doživetje te realnosti. To je njegova poanta. On noče, da bi mi prisvojili tako pa drugačno konceptualno shemo, ampak želi, da se odpravimo na neko eksistencialno pot. To je Ekart. Z več temi konceptualnimi. Te sheme so seveda vsaka na svoj način je zanimiva, verjetno so neki elementi resničnosti. On je res neverjetno drzen. On je bil profesor na glavni teološki fakulteti krščanskega zahoda. In tle notrno, da recimo pridejo, skoraj večina pride, ki je v bistvu praznik Svete Trojice pa nedelje za njim. Ima eno pridigo, razlaga Sveta Trojica prav, razlaga
psalmski vers vsak človek je lažnivec. Prav ta v bistvu, ne, ta psalmski stavek pa govori o našem govoru v Sveti Trojici. Prav mi vse, kar mi govorimo v Sveti Trojici, je fovž. To se laž, to nič ne drži. V bistvu Bog je neizrekljiv, ne. Ampak, potem pa prav naslednji stavek, ampak, prav vsem je pa v bistvu v Bogu nekaj, v bistvu kar je ravno to, kar govorimo o Sveti Trojici. So to je kar, ne. V bistvu najprej nekaj izreče, da vsi pač padajo do, reče, ta je, ne vem, nor, ne, heretik, ni kristjan, ne. Potem v drugem stavku to zanika. In seveda, sta smiselni v obe trditvi, zlasti je pa to smiselno kot nekaj, kar te katapultira na pot nekega pristnega duhovnega odnosa, ne, in neka živetja osebnega, ne, te ultimativne resničnosti. To je. Zdaj pa še eno malo daljše vprašanje, ki se približujemo koncu. Hitro rečemo. Vprašanje ne bo dolgo, ampak uvod v vprašanje. To sem pa pomerjen. Tole sem hotel reči. Mistika je v razsvetljenstvu prišla na slab glas. V razsvetljenstvu, v katerem je najvišji spoznavni organ postal razum. Razum kot naravna luč se je mistika začela kazati kot nekaj iracionalnega in meglenega. Uveljala je za nekakšen tek od sveta, skratka nekdo, ki zapostavlja razum, ta naravni dar, in se prepušča misticizmu, beži od sveta. In takšen tek od sveta, takšna svetobežnost, seveda naj ne bi ničesar prispevala k napredku človeštva v svetu. Naj bila v bistvu neka poljubna rapsodija, brez pravega cilja. Zdaj, ena temeljnih besed Eckartove nemške mistike je Abgeschiedenheit. Abgeschiedenheit pomeni odmaknjenost. Približno isto kot grška beseda anahorezis, ki ima pa v zgodovini krščanstva posebno mesto. Mislim namreč na to, da je v resnici, ko so kristjani začeli uporabljati, ko postala, bi rekel, tematska beseda, da je začela označevati raven umik od sveta, odmik od sveta. Mislim na tole. Krščanstvo je bilo v rimskem imperiju nedovoljena in včasih tudi preganjena religija, dokler ni potem v 4. stoletju osvojilo rimski imperij. Ob koncu tega stoletja je pravzaprav postalo edina imperialna religija. In z rimskim imperijem je v resnici osvojilo tudi svet. V bistvu celotna antična civilizacija, celotna antična kultura, ki jo je podedovala Evropa, postala krščanska. Ampak po drugi strani so se ravno s tem, ko je krščanstvo osvojilo svet, so se s tem pojavljale posvetne skušnjave, pa s tem mislim na bogatstvo užitkov, ki jih svet ponuja. V bistvu mislim nekaj drugega. Mislim na skušnjave, od katerih je najhujša skušnjava oblast nad svetom. No in ravno v tem trenutku so se pa v bistvu pojavili anahoreti. Ravno v tem trenutku so nastopili anahoreti, ki so se umaknili od sveta in šli v puščavo oziroma v pustinjo, v neobljudeni svet. Tako da
je v bistvu ta njihov umik bil nekakšen memento, nekakšno upozorilo. Čeprav je krščanstvo usvojilo svet, Božje kraljestvo ni od tega sveta. In zdaj, Abgeschiedenheit, odmaknjenost, ima pri Eckartu najbolj enak smisel, še vedno, tudi v visokem srednjem veku. Ampak, zdaj, po Eckartu človek, ki se odmakne, je takšen kot Prešernov orglaček, ki popusti posvetno rabo in gre v puščavo. Je Eckartova mistika asocialna, drugače rečen, je v bistvu človek, ki se odmakne, a to pomeni, da zapusti areno življenja, da gre stran od javnih, od skupnih človeških zadev, da gre stran od ljudi. Ali pa to ni nujno, ali pa to mogoče lahko pomeni tudi, da ostane sredi arene življenja, ampak da se naseli v neki posebni državi. Zdaj, prej sem govoril o tem Eckartovem praktični dimenziji njegovega življenja, kako je preskrbel desetine samostanov, vse te menihe, ki so delali take in drugačne ruparije, pa naprej moral se to rihtati in se meniti in se mu je vedno več tega kopičilo. Skratka, on sam očitno ni bil človek, ki bi živel v neki osami, kot nek puščavnik. Kljub temu, da je živel v samostanu, ni bil v tem smislu osamljen, da bi živel v neki popolni samoti in iztrganosti iz medčloveških odnosov. In si enkrat pravil, da je prejahal, praktično? Ne prejahal. To je v bistvu neka knjiga, ki je zelo zanimiva. Joel Harrington, Dangerous Mystic, po Eckartu, je avtor iz zgodovine, to pred nekaj leti šlo, in je bolj zgodovinsko urisan ta čas Eckartov in to, kar je mene fasciniralo, je, da dominikanski red, da je v teh pravilih, da ne smejo jahati, ravno obratno, ampak da morajo hoditi peš. In s tem, da če poznate, če pogledate ta itinerarij Eckarta, on je recimo izpričal njegovo navzočnost v Toulouseu, pa Toulouse, Strasbourg, Italija, češke dežele, cela Nemčija, to so vse peš prehodili. Skratka, to je, mislim, v tem smislu, ta stik z materijo je zelo bil tesen, dosti bolj, kot si mi sploh lahko predstavljamo, ampak seveda ti si nekaj drugega hotel, Očitno sem si narobe zapomnil, zdaj si pa prav. Tako sem si tudi jaz narobe, ampak mislim, da je to, lahko da to nadrži, ampak tam piše, da dejansko, da so morali vse prehoditi peš, da ni bilo za redovnika, da se ni spodobilo, da bi jahal. Ampak ta Abgeschiedenheit, besedovne nemšče, oziroma srednje visoko nemško je Abgescheidenheit, se reče, je dobesedno to pomeni, da se nekaj odseka od nečesa drugega. In meni to je zanimivo, ker prej si omenil Maksima izpovedovalca, on ima točno identičen grški izraz, ki ga v zelo podobnih kontekstih uporablja, apokope, od apokopta, tudi odsekati. In zdaj, kaj je pri tem? Mislim, to je recimo tako pri Maksimu izpovedovalcu, kot pri Eckartu, je bil tukaj nek strašen paradoks, po moje, ki ga dosti razlagalcev, večina razlagalcev ga nekako poskuša zgraditi. Namreč vsi, običajna strategija razlagalska je ta, zdaj bi jaz moral biti reči, on ne zamikuje svet, on noče, to ni, kar praviš, da je to Abgescheidenheit, on ceni stvarstvo, ceni telo, ceni, v bistvu to je res, ampak je v bistvu res po nekem blazno drznem in paradoksnem ovinku, ki ga najdemo izpričanega tako pri Maksimu izpovedovalcu kot pri Eckartu, in to je nedvomno to, da oba človeka pravita, totalno je treba biti prost od vseh stvari in od samega sebe. Vse je treba pač pognati preč in brez tega človek ne more priti do te svobode, ki pravzaprav šele omogoča prav odnos do stvari, do stvarstva, do lastnega telesa, In zdaj problem je seveda tam, ker mi nekako, ko razmišljamo o teh stvareh, nekako ne moramo pristati na ta umik,
Ali je nekdo blagohodno in naklonjeno pač privržen in zaljubljen v stvarstvo, v stvari, v naravo, v telo, ali je nekako gnostično samo to, se manihejsko se nam vse to upira na odporje, na patološki odnos do svoje telesnosti in do narave in tako naprej. Medtem, ko tle gre in recimo pri Maximu, pri patrični duhovnosti, kot pri Eckartu, ki se navezuje na njo in je zelo podoben za nek paradoks. Ti se moraš dejansko odsekati od vsega ustvarjenega, da lahko dobiš tisto notranjo svobodo, ki ti še omogoča vzpostavljanje nekih pravih vizij in tudi dejavnost, v zadnji instanci. Mislim, to, ko si rekel, pač razsvetljenstvo je recimo rekla, da mistika ni nekaj iracionalnega. Jaz mislim, da v osnovi, da je mistika nekaj blazno iracionalnega. In jaz mislim, da danes v tej podobi sveta, ko živimo, se pravi ta recimo znanstveniški naturalizem, pa, da je to najbolj iracionalna podoba sveta, ki jo v zgodovini živimo. Mislim, to recimo, kar danes recimo, se spomnim recimo na tiskovni konferenci, tudi v bistvu recimo vprašanje, kdaj bo umetna inteligenca postala človeška inteligenca, je pa kje je živim, je živim 100 let po Husserlu, pod nekim transcendentalni fenomenologiji, in v nekem času, ki je dejansko kompletno intelektualno dekadenten, ki sploh ni več nič jasno, kaj je duh, kaj je subjektiviteta, kaj je prvosebna perspektiva. To je skratka, to bi želel reči. Te časi Eckartovi so v tem duhovnem miselnem smislu, to je daleč nad nami. Mi smo v nekem groznem, primitivnem času in mislimo, da smo ne vem kaj, kako vsak čas vse mislimo, ampak smo bogi in žalostni. Miselno, intelektualno, da ne rečem duhovno, ker to je pa sploh jasno. Problem recimo pri teh Eckartovih pridigah, to mi je vedno bilo zanimivo. Vedno sem si rekel, ta človek opozarja na neke duhovne probleme, ki jih ljudje danes sploh ne morejo razumeti, ker so na tako nizki ravni duhovnega življenja, da sploh ne morejo imeti teh problemov. On pa odgovarja na tisto, kar je prišlo po ne vem, kakšni stopnji intenzivnega duhovnega življenja, kar bi lahko postalo problema. To je težava. No, da se vrnem, ki pa še to sem malo zašel v studio. Ekskurs, Realistični obrat. To je ekskurs, ampak skratka, hočem reči, da seveda, če pa spremljamo ta paradoks, o katerem govorimo, je bil pa Eckart ravno tisti, recimo, kar je včasih izražalo gesto, recimo, jezuitskega reda, contemplativus in actione, se pravi, biti motrilc, kontemplativc Božji skrnosti sred dejavnosti. Skratka, ni eno ne izključuje drugo, ampak v bistvu lahko ti živiš to polnost, kar je najtežje, dvomno, polnost nekega duhovnega, kontemplativnega življenja sredi dejavnosti, ne da bi te ta dejavnost zmotila. In ravno zato, ker je to tako težko zahteva ta paradoksen novin, o katerem sem prej govoril. No in na koncu, recimo, najbolj seveda znamenita ubeseditev tega paradoksa je Eckartova razlaga te zgodbe evangelske o Mariji Marti. To poznate pač. V evangeliji pride Jezus k Mariji Marti, Marta tega pripravlja večerjo in kosilo, pospravlja, Marija sedi pri Jezusovih nogah, ga posluša. In potem prav Marta Jezusu, da ne boš kregal, Marije, pač sem tle sedi, pa nič ne dela. Pa prav Jezus, ona si je zbrala pač najboljši delež in eno potrebno, in to je pač, in ta delež ni ne bo vzeta. Kako to Eckart razlaga? Kdo je zdaj tej zgodbi? Recimo v evangeljski zgodbi je jasno, da je pač Marija pohvaljena. Eckart to obrne. On prav, Marija je totalno pač nekaj razvezana. Marta je genialna, ona je bolj duhovni človek, ona vse razume. Ona v bistvu in razume Jezusa in v bistvu dela,
Ne, kompletno ima to drznost, da neko jasno evangeljsko poanto obrne v drugo smer, ne, in skratka razvije to neko duhovnost, ki v sebi vključuje tudi dejavnost, ne sam življenje kontemplacije in molitve. In tako je seveda, tako on počne z vsemi pisanskimi besedami, tako da to je neka serija paradoksov in presenečenj in to ne bo dolgo, če se to avanturo spustil skupaj z njim. Hvala, Gorazd. Jaz bi najin pogovor končal, bi ga pa zdaj odprl za občinstvo, če ima kdo kakšno vprašanje. Prosim. Samo eno informativno vprašanje je Richard znal grško in ali pa malo hebrejsko? Ne, počasih zapisuje, mislim, malo neke informacije iz teh priročnikov tistega časa, ampak tukaj, mislim, grško so pribladno rekli, hebrejsko pa še malo. Polkaj o Plotinu ni nič vedel, ne? O Plotinu on citira, Plotina navaja, Plotinovo misel noter, ne, ampak v bistvu prek Makrobija. Aha, posredno, ne? Posredno, ja. Mislim, tudi Platonov, v bistvu srednjo rekel, ja, recimo, vsi so govorili o Platonu, pa v platonizmu, ampak v bistvu so poznali en kos Timaja v Kalcidijevem prevodu, pa bil je preveden še po, mislim, da sred 13. stoletja Menom pa Fajdom, ko ga nihče ni bral praktično, ne. In to je bilo to. Mislim, kaj pa tega psevdo... Dionizija. Ja, Dionizija, pa to so pa zelo dobro poznali. A ste bil preveden? Ja, ne, to je pa bilo preveden, to je bilo zelo zgodaj preveden, v bistvu dva prevoda sta bila, ne. En je bil ta Hilduinov prevod, Hilduin je bil ta znameniti opat v samostanu Saint-Denis, tudi začetnik gotske arhitekture in pa naprej, ki je povezana z Dionizijem. No, ampak to je en prevod, drug prevod je bil pa prevod tega znamenitega irskega misleca, tega meteorskega genija, 9. stoletja Janeza Scotta Erige, ki je se Bog ve kako in odkje je naučil grško. Grško pa ima leto hebrejsko. Grško v glavnem se je tako naučil, da je res te najbolj zahtevne tekste prevajal, v bistvu Dionizija, celega Maksima spoznavalca, Gregorja iz Nise. Kje, kako, kaj je to? Torej, jaz bi se zahvalil profesoru Snoju, da je postavil v resnici briljantno vprašanje, ne. Jaz sem prebral 12 pridig, ne več, ampak v teh pridigah noter sem najdel ene zadeve, ki grejo v to smer, v ta problem, se pravi kontemplacija tukaj in zdaj. Namreč, recimo, v teh pridigah so naslednje zadeve. Kajti vse, kar je ustvarjeno, je grdo. Iščem Boga, zato mi je mučno videti vsako ustvarjeno bitje. Najbolje je izogibanje časnim stvarem. Torej, to so zadeve, ki so sicer iztrgane ven, ne? Ampak kažejo v to smer, da se pravi na tisti odsek, kako odsekati zdaj, ne? Ja, ampak to je samo moment, ne? To sem recimo, boste našli noter v pridigah, čisto konkretno citiram, ne? Prav Eckhart, če bi nam v večnem življenju manjkala ena sama stvar na ustvarjenih bitij, bi naša blaženost ne bila popolna. In recimo, to je v pridigah, recimo v komentarju Geneze prav, Božja dela so v bistvu stvarjenja naprej so absolutno popolna. Vsa ustvarjena bitja. Ja, samo... Gre za neko dialektiko, ne? To sem hodil reči, ne? Gre za neko dialektiko, ki pa v tem našem stanju zahtev, glejte, zakaj gre v osnovi, jaz mislim, da res, da gre tudi tako v patristiki, kot pa Eckhart, da gre za vprašanje svobode. V bistvu. In v teh teskih časih, kjer so te ljudje živela, ne? Gre recimo, da bom bolj še metaforično rekel, gre za vprašanje nekega poslednjega azila.
a obstaja sred zgodovine, sred zla, sred tega, kar se je takrat že to bilo dogaja, pa se nam zdaj tudi kar dobro dogaja, ne? A obstaja v človekovi duši, ne? A obstaja nek posleden azil, kjer si ti lahko varen predvsem zlom, predvsem vsem nemerom zgodovine, predvsem trpljenjem. A to obstaja, ne obstaja. Zdaj, teza teh mistikov je ta azil, ta notranji azil obstaja, ampak ga je zelo težko doseči. In to, kar oni govorijo, je v bistvu neka pot, neko navodilo, kaj je težko, ker tudi to je v bistvu največja stvar, ki jo lahko tukaj dosežeš, se mi zdi, ne? Da v bistvu najdeš tisto varno notranje svetišče, kjer si res lahko varen, ne? In v bistvu pač miruješ v absolutnem, ne? Ampak to ni pocen stvar, to je v bistvu zahteva, jaz ne vem, daleč od tega, da je mislil, da sem to našel, razumem pa to logiko. Tega pravzaprav ne, da bi volitivno z voljo se odpovedal vsem stvarem in samo sebi ne moš najti. To je najdljivo, ampak brez tega predhodnega koraka ne moš priti do tega. To je v bistvu prevelik zaklad je, da bi ga dobil ceneje kot za to ceno. Samo gledajte, Jezus je pa precej konkreten, ne? Se pravi, zadeva ni potem toliko, jaz bi rekel, evangelska. Oziroma, hočem reči, kje ima problem. Se pravi, morda mi manjka malo tega šardenovskega pogleda na materijo, ne? Se pravi, ta svetloba, ki prihaja, se pravi, na vse zadnje se je Jezus učlovečil. Ja, ne, to mislim enkrat nakonec postavilo pod vprašanje. Mislim, kar se tiče tega, recimo, zahtevnosti, ne, evangelskega nauka, pač Jezus prav, če kdo ne vzame svojega križa, ne hod z mano, pač ne more biti moj učenec, ne. Če se nekdo ne odpove, pač vsemu ne more biti moj učenec. In so, recimo, evangelske same besede so zelo zahtevne, ampak v bistvu in enkrat jih sam ponavlja. On dejansko, ko sem rekel na začetku, ne, da če lahko Aristotela poznajmo s tistimi Heideggerovimi besedami, Eckhart je pridigar in on, kar je v bistvu v pridiganju dela, hoče postati nek čist transparenten medij za evangelsko sporočilo in evangelsko zahtevnost. Samo to. Jaz mislim, da je v tem smislu, da so to v tem globokem smislu so to pač plazno evangelske pridige. To nič ni, kar bi bilo disonantno s tem. Ne, ampak so pa za razliko recimo teh pridih, ki jih danes po cerkvah poslušamo, so pa ravno v bistvu ne zamegljujejo to zahtevnost Jezusovih besed. Glejte, ne bo več, ampak zadeva je ta, če on pravi, se pravi, ustvarjene stvari so adapta. Tudi moj bližnji je ustvarjena stvar. Ja, kako se to združi? Razumem to slišal, ta pogovor. Zdaj, če razumem, gospod, vas moti to, recimo, v Bibliji piše, da je stvarstvo dobro. Če berete prvo poglavje Geneze, 6 dni stvarjenja je 7. dan Bog počiva, ampak po vsakem dnevu se vzreme tisto, kar je ustvaril, vedno je rečeno in glej, dobro je bilo. Mislite, da ne, en dan ne. Potem so kabalisti naredili, da tisti dan je bilo pa zelo ustvarjeno. Jezus ne reče, da je dobro. Ne vem, kateri je 4. ali 5. dan. To ima prav v Zoharju, je prav cela zgodba okoli tega dne. Je malo distinkcije. No, to bom moral še prebrati. Moram še prebrati, ampak hotel sem reči to, da je v bistvu v grškem prevodu je v hebrejskem izbirniku je tukaj rabljena beseda dobro. Vse, kar je Bog ustvaril, je bilo dobro. V grškem prevodu je pa rabljena beseda lepo. Ti dve besedi sta v bistvu enakovredni. Torej, v Bibliji je rečeno, da so vse stvari ustvarjene lepe. V hebrejski togi.
dobro. To, da, Dobro, ja. pol v prevodu je Pa pa kalak, kalak ja, v množini. ja, No. ja. Ampak ne, zdaj po drugi strani pa pravite, ste naleteli na Eckartov stavek, stvari so grde. Zdaj, to se sliši tako, v bistvu manihejsko. Manihejci so pač zavračali vse kar je snovnega, ne, kar je povezan s snovjo kot nekaj zlega, ne, v bistvu. Ne. Nekaj zlega in kot nekaj grdega. Ampak mislim, da je tukaj največ vprašanje, komu zdaj to Eckart govori tukaj. Ne. A veste, to mislim, da ni mišljen v absolutnem smislu. Ne. Ampak, ko to reče, vse stvari so grde, se s tem obrača na človeka, ne, ki ga pravzaprav vleče v to duhovno držo. Ne. Ne, ampak ta človek, ne, ki mu Eckart to govori, ni na tej duhovni ravni, zato ga spodbuja, da bi v to držo vstopil, da bi se nasedel vanjo, zato ga spodbuja s temi besedami stvari, ki te vlečejo, te osnovne stvari, ne, so v resnici grde. Ne. Pa še nekaj, no, bi rekel, da če boste pol naprej še prebrali te pridige, pa dobil bolj vtis v celoti, ne, kar je res zanimiv in tudi, po čemer se te pridige latinske razlikujejo od nemških, je, da je tukaj zelo velik poudarek na ljubezni. Caritas, v bistvu trojček, pojmovni amor dilekcijo Caritas, v bistvu o tem Eckart govori in seveda ljubezen je ravno, ta ljubezen je pri njem mišljena res neverjetno globoko in to v vseh razsežnostih, ne, predvsem pa Božja ljubezen do ljudi, do celega stvarstva, do vsakega človeka, ta ljubezen je univerzalna, totalna, sebe izroča vsem stvarem. Skratka, je čist neka druga podoba, ne, kot jo lahko da nek stavek izolira, ne. Sem pa prej, kaj videl razlagal, sem pomislil, jaz sem prej poskušal razlagati, da je v bistvu Eckarta ta nek soobstoj različnih pojmovnih paradigem, ki te paradigme med sabo relativizira in nas nekako katapultira v duhovno izkustvo. Nekaj podobnega lahko rečemo z Biblijo. Ne. Po eni strani imate recimo na začetku Geneze, vse je bilo to vnod, ne, zelo dobro, ne, kalalija, ne, v grščini po drugi strani imate recimo knjigo Pridigarja, ne, ko se začne ničevost, vse je ničevost. Je v bistvu že spet nekaj kompletno drugega, ne, je reče že pa kaj zdaj, kaj je Biblija, je to ali drug, je oboje je, ne, je to, ne, neko prava drža zahteva, da to oboje sprejmemo in iz tega živimo. Čeprav mogoče to zelo težko pač poenotimo na nekaj racionalnega. Ampak oboje res. Ne. To je v budizmu podobno, je s praznino, z iluzornostjo sveta. Res, da vse posod najdeš te argumentacije, svet je samo iluzija, da se od njega ne bo. Po drugi strani pa ne smeš ga zapustiti. Moraš biti pa bodhisattva in biti z bitimi do konca. Ja, in Buda sam se spušča do konca, ne, v bistvu. Je tisti paradoks, samo drugačno povedano. Jaz imam še eno vprašanje, če smem. Zanima me pojem oboštva pri Eckartu. Brala sem tisto razlago o blagor ubogemu duhu, kjer hitro preide iz te nenavezanosti na gmotne dobrine, na to duhovno oboštvo. Dobila sem občutek, da gre v bistvu za en dar nekega božjega otroštva, za katerega skoraj bolj ne veš, da ga imaš, da si ga dobil. Ker čim veš, da ga imaš, ga nimaš več. Ne? Tako da zanima me, kako je človek, kot Eckart, ki mu je bilo to dano doumeti in to tudi artikulirati, kako je on to vse združval, če lahko to, čeprav razumem pravzaprav, no? Se ne vem, čeprav razumem.
Ja, to si sem v bistvu lotiva, res to je najtežja pridiga, ne? Tudi ta pridiga, 52, Beati Paupere Spiritu, to je jaz sem recimo prebral tako knjigo, res 600 strani debela knjiga in švicarske raziskovalke samo v tej pridigi. To je tako težko razumeti. Mislim, pa nisem nič razumel več, pa sem cel knjigo. V bistvu je, ne, zdaj, mislim, osnovni problem je tam, tako preprosto povedal, ne, je, da imate opus Ekartov, cel nek opus bazen, ne, kjer je približno, ko človek to prebere, jaz sem vse prebral, ne, latinsko, nemško, vse to, ti je jasno približno, kam recimo postaci mori, ne, kaj je ta smer duhovnosti. Pa ta pridiga pride 52, ne, ki je pa v bistvu konkretno odbita, ne, ker on začne s tem, pač blaga v Bogu na duh, prav, kdo so to v Bogu, tisti, ki nič nima, ne, to je brez veze. Prav, recimo, v Bog je tist, ki nič noče, ne, nič nima, nič noče, nič ne ve. Ampak potem to še stopnjuje, to se brez konca v bistvu intenzivira in potem na koncu začne govoriti, v bistvu je v Bog človek tist, ki nima Boga, ki nič v Bog človek je v bistvu tist, ki reče, kar zdaj pa jaz bom, pa Bog pa se kar samega sebe ustvari. Mislim, recimo tako, na površno branje je tako. V bistvu, da on na koncu pele to duhovno božstvo v neko stanje pred stvarjenjem sveta, pred stvarjenjem človeka, pred stvarjenjem človekove duše in da je v bistvu pravo božstvo še takrat, ko prideš v to stanje duhovno, prideš v to stanje v bistvu pred stvarjenjem sveta, kjer v bistvu še nič ni bilo, kjer ni bilo sploh te razlike med ustvarjanjem biti in Bogom. In zdaj, seveda, to se sliši strašno blasfemično in ali pa za nekaj ljudi zanimivo, ne, recimo, zdaj to cela zgodba, ki bi jo lahko razlagal, ki je strašno zanimiva, namreč zgodba o prisvojitvah Ekarta, recimo v nacionalsocializmu, ne, prisvojitvah Ekarta v DDR, marksističnih prisvojitvah Ekarta, ne, tako naprej. Sta dve zelo interesantne zgodbe, kjer so ga prav, ta pridiga je bila en ključnih, kjer so to interpretirali njegovo duhovnost kot neko to, recimo, neko proto razsvetljensko, ne, neko to držo, ki zavrže, ne, vse to navlako krščanske Evrope in tega semitskega duha podložnosti in suženstva in je res tist arijski človek, ne, zadiha s polnimi pljuči, ne, poln samega sebe in tako naprej, ne. Veze nima to z Ekartom, ne, gre seveda za čist neko drugo zadevo, ampak je pa res neverjetno enigmatična ta pridiga. Ne, lahko sem, v bistvu, meni je bila zelo zanimiva, no, to mi je nekaj mi je odprl, v bistvu, če berete to, če boste brali, meni je bila zelo zanimiva razlaga v enem zborniku, ki je pred kratkim išel v Mojstru Ekartu kot mislecu, ne, da Ekart tam, kjer govori o tem, kako v tej samoustvaritvi, tako rekoč, ne, ko se človek samega sebe v bistvu ustvarja, ne, da v bistvu govori ravno o padstvu človeka, da je to v bistvu neka filozofska transpozicija tega, kar Biblija govori o Adamu, ne. In res je, če to berete, v bistvu je neka konceptualna, recimo, eksistencialno-fenomenološka analiza, ne, recimo nekega Adamovega padca, ne. V bistvu prav iz te, da se zdaj vrnem na tvoje vprašanje, se pravi, prav iz te prvotne nedolžnosti, ne, te prvotne bližine, ne, kjer je pač Bog tako blizu, ne, da v bistvu ni niti Bog, ne. V to ločenost in v bistvu to celo zgodbo človeško, da se potem šele začne dogajati. To. Še kakšno vprašanje morda? Ravno zdaj se govori o tej bližini Boga, ne, ko se človek se vrne k Bogu. Zdaj dopoldne ste omenili, ne, da je Bog neko prvotno dobro in potem recimo Bog položi človeka v dušo neko plemenitost, da bi se spet vrnil v to prvotno dobro.
Zdaj mene zanima, kako je Mojster Ekart gledal na vprašanje zla. Ali je zlo pravzaprav tisto zlo, ne, hudič, personificirano zlo, ali je to tisto zlo, recimo, ki ga človek zbere kot svobodno bitje, človek, ki ima svobodno voljo. Čeprav mu Bog nagovarja, ne, oziroma mu polaga to plemenitost v njegovo dušo, ne, da bi se vrnil v to prvotno stanje tega prvotnega dobrega. Pa še tukaj mogoče čisto na kratko, a je Ekart mogoče to, seveda je verjetno poznal, ne, te zgodne krščanske mislice, ki so navajali, da se človek mora vrniti počasi v to prvotno dobro. Ne. Hvala. Ja, glede tega prvega vprašanja, se pravi vprašanja zla, ne, in hudiča, seveda pri Ekartu Ekart je recimo v osnovi, če bi ga nekako duhovno zgodovinsko poskušal na kratko označiti, bi rekel, da je krščanski platonist ali pa krščanski novoplatonist. In v bistvu platonizem oziroma novoplatonizem je imel zelo jasno definirano v bistvu razumevanje zla in sicer so razumeli zlo izključno in samo kot privacijo dobrega. Ne? Se pravi, zlo nima neke ontološke realnosti, ampak v bistvu postane realnost samo v bistvu z odsotnostjo, s pomanjkanjem dobrega. In to je v osnovi tudi Ekartova pozicija, tako da je zanimivo, da recimo ne zanikuje te eksplicitno neke demonologije srednjeveške, ampak to je, če preberete celoten njegov opus, je to v primerjavi z drugimi srednjeveškimi teksti je praktično minimalno. Minimalno recimo nekih udora, nekih zlohodnih duhovnih sil in tako naprej. V bistvu se s tem praktično ne ukvarja. Ne? Zdaj, glede tega to kot drugo vprašanje, ta povratek k dobremu, to je pa, tega nisem omenil, ampak Ekart, znana Ekartoslovka Marie-Anne Vanier, prav, da je Ekart najbolj grški med latinskimi temi teologi. Ne? In to je res tudi potem, recimo po tej njegovi prisvojitvi te temeljne patristične sheme, kaj sploh je duhovno življenje. Cerkveni učitelji so rekli tako, ne, v genezi ne prav pač ustvarimo človeka po svoji podobi in podobnosti. Ne? V grščini je to ikona, kat ikona, kaj homoros in. Ne? Ampak zdaj učitelji so rekli, to sta dve različni zadevi. Ta katikona, ta podoba, ne, to je nekaj, kar je v človeku neizbrisno. Kar ostane pravzaprav, ne glede na to, a si dober, a si slab, a si zločinec, a si svetnik, vsakemu vseb to osnovno podobo Božjo. Ampak podobnost je pa nekaj drugega. Zato je pa treba stopiti na to pot neke asketske preobrazbe, nekega notranjega razvoja, nekega napredovanja v svetosti. Ne? In sam potem, ko človek pravzaprav pride do konca te druge poti, doseže oboje. Takrat je on po Božji podobi in podobnosti. No in pri Ekartu je seveda ta druga stopna je izražena s tem njegovim temeljnim pojmom Božjega rojstva v duši. Ne? Partus Dei in anima, to tle imenuje ta Geburt. Ne? V tem to je ena njegovih stalnih tema. Ne? Bog se želi roditi, ne, v duši vsakega človeka. Se pravi, to je neka stopnja, ki ni zgolj stopnja te neke neodtujljive prvotne Božje podobe v človeku, ampak v terminologiji grških učiteljev je to stopnja pobožanja, deifikacije. V bistvu je to stopnja tega, da ustvarjeni končni subjekt, da človeška duša pravzaprav po milosti postaja to, kar je pravzaprav Bog po svoji naravi. Ekartu gre v bistvu za to neko temeljno dogajanje, ki ga po svoje osvetljuje že patristična mistika, pa pa tudi neko drugačno terminologijo. Še eno vprašanje. Kako pa Ekart spodbuje Božjo milost? Kot akt? To je tle ekstrem, Andrej, to je tle... Ne, tle v teh latinskih pridigah je izoblikovana ekstremno artikulirana teologija milosti.
potem več pridik je v bistvu posvečeni tej Pavlovim besedam, gracia dei sum, quid sum, po Božji milosti sem, kar sem, ne, prav nekje apostol Pavel, in nekrat na serijo pridik v tem, kjer govori v milosti in to v bistvu res bi zdaj naredil samo krivico, če bi to poskušal povzemljati, da je tako kompleksno, tako globoko, na kratko rečeno, on v bistvu že spet se približuje tle grškemu patrističnemu nastavku, recimo, vsi veste, da recimo Tomaš Akvinski je rekel, ne, gracia presuponit naturam, ne, se pravi, Božja milost predpostavlja naravo, narava je tukaj, recimo človeška narava, Božja milost je dana, je nekaj drugega, ne, ampak jo predpostavlja to naravo. Eckhart, recimo, in Grki, ne, že prej, pa v bistvu predpostavljajo samo Božjo milost kot neko primarno realnost, ne, ki je pred naravo, ne, in jo nosi, ne, stavno, ne, in da v bistvu pri njih ni te ločnice med naravo in nadnaravo, ki se je potem izoblikovalo v zahodni teologiji zaradi tega, ne. To je absolutno bistveno za samega Eckharta, ne. Druga stvar, ki sem hotel reči, je pa to, da seveda on ni, večkrat je vidno, da on nekako on ni pelagijanc, on se zaveda, Eckhart, da je tudi vsak svoboden človeški akt ali pa krepost, ne, virtus, ne, o tem govori, da je v osnovi milost. Prav zaradi tega. In tem piše. Ne. Vse tudi tisto, kar mi mislimo, da sami delamo, da je naša zasluga, je v bistvu v osnovi enošenost, to milost, je v bistvu stvar neke radikalne podarjenosti. To je tle večkrat eksplicitno in zelo globoko zapisano. Eckarta še nismo vzeli, še dolgo ne. Ne v hrščanstvu, ne v civilizaciji. Ne, to je tak res vrh, kako prav vidimo eno tako sintagmo, kako je naslov te tvoje knjige o pesnikih. Vrhovi v globini. Vrhovi v globini, vrh v globini. Še kakšno vprašanje morda? Imel sem en mislek. Nič polemičnega. In sicer, jaz kot bivši knjižničar nekako opažam, ko gre za tako imenovane mistike, da so pravzaprav mistiki večji realisti, kot so pa tisti, ki imajo sebe za realiste. Namreč tako verovati v racionalizem in tako naprej kot nekateri, to je iracionalno, mistično. Absolutno strinjam, to je bilo tudi prej. Samo da konkretiziram, se pravi ta pač meni doslej nepoznani mistik, potem od teh sodobnejših mistikov, ja, Bulgakov je bolj realist kljub mistiki, kot tedanji socialistični realisti. Potem Rilke je bolj realističen kot tedanji realni poeti ali pa pač razumniki. Amen. Kdo bi me slišal, če bi kričal, ne? In bistre živali že opažajo, da smo zelo zanesljivo doma v pojasnjenem svetu. Jaz bom ob 100-letnici smrti Rilkeja naredil en evropski recital. Mistika je bolj realna od tistih, ki se imajo realiste. Ne mogo bolj strinjati, gospod, da se strinjam. Še morda odgovor ali samo strinjanje? Strinjanje, absolutno se strinjam. Mislim, kaj smo tukaj dodati, se to je to. Mislim, da to je ta perspektiva. Zdaj, je pa to, mislim, ne gre samo za, kako bi rekel, no, ne bo to pač zaključna misel, ne. Pri tej dilemi, ne gre samo za nek intelektualen disput ali pa za nek konflikt različnih pogledov na življenje, ampak na veliko žalost, no, gre v bistvu za neko življenjsko in tudi politično in civilizacijsko dramo, ne. In mislim, da če bomo če bo prevladal v družbi nek pogled, ki je ta
kvazi realizem, ki je pravzaprav kompletno iracionalen, ne, to ne bo ostalo brez zelo konkretnih življenjskih usodnih posledic. V tem smislu so ti mistični učitelji so res, ne gre za nek dodatek, za neko začimbo v življenju, ne, ampak za neke zelo vitalne učitelje življenja, ne, življenja posameznika in skupnosti. Hvala lepa. V duhu teh besed seveda je milost, da imamo tudi v slovenščini prevod latinskih pridig in je bil današnji večer tudi podarjenost za vse nas, tudi za morda slovensko družbo. Hvala vsem, ki ste prišli, predvsem pa hvala današnjima gostoma, Gorazdu Kocijančiču, izjemnemu prevajalcu, seveda tudi eruditu in profesorju doktorju Vidu Snoju, pesniku, literarnemu zgodovinarju in prav tako filozofskemu premišljevalcu. Slovenska matica bo kmalu seveda objavila svoj novičnik za mesec marec. Spet bo vrsta dogodkov in toplo ste vabljeni. Prav tako pa je možno danes popustom kupiti tudi knjigo tukaj, tako da vabljeni tudi k temu, če želite. Hvala lepa in lep večer.